Jaz sem vesel, da ste se gospe in gospodi od medijev sredi takega lepega dne odločili in prišli sem v našo sejno sobo, kajti v današnjih časih, ko nam manjka tistih optimističnih, pozitivnih novic, je tudi še tako majhna pogodba dobrodošla. Namreč Konjičani poznajo, da je na Mizarski ulici pred leti bilo igrišče, ki je bilo bolj ali manj narejeno takrat še z udarniškimi močmi. Vendar je v samem postopku denacionalizacije prišlo do tega, da je bilo to zemljišče vrnjeno v zasebne roke in na tem mestu že nastajajo stanovanjske hiše. Hkrati, ko se je tam sprejel zazidalni načrt, govorim za obdobje nekaj let nazaj, je bila izražena želja ali bolje rečeno zahteva svetnikov, da se nekje v bližini zgradi nadomestna površina, ki bo namenjena športni dejavnosti. No in nekako skupaj z nastajanjem treh stolpičev nad obstoječimi bloki na Kajuhovi ulici v Slovenskih Konjicah, včasih smo tam rekli, da je tam graščinska štala, tista štala se bo umaknila že naslednjo pomlad, kajti zasebni investitor, podjetje GM Invest iz Celja, bo pričelo z gradnjo treh stolpičev. Skupaj z urejanjem zazidalnega načrta za to območje pa smo pristopili k projektiranju in pripravi projektne dokumentacije tudi za športno igrišče. Tako da bo za tem projektom gradnje stolpičev, kjer so predvidena izgradnja otroških igral, bo tudi recimo temu manjše športno igrišče. Velikost asfaltne površine je 528 kvadratnih metrov, kar pomeni igrišče za rokomet in pa seveda za košarko. Skupna površina, ki jo urejamo, je pa 22 arov. To celotno območje bo v bodočnosti, tako kot je danes pač nažalost postal standard, ograjeno, kajti vsi vemo, da se v nočnem času tam odvijajo aktivnosti, ki pa so vse prej kot športne. Celotna vrednost oziroma vrednost pogodbe, ki jo danes podpisujemo, je zaokrožena na 50.300 evrov. Od tega smo slabih 16.000 evrov uspeli pridobiti na Fundaciji za šport. Razlika do letošnjih 31.000 evrov, kolikor je na voljo v tem trenutku za gradnjo tega športnega igrišča, pa bo pokrila krajevna skupnost Slovenske Konjice iz tistega dela, ki je namenjen za investicije. Preostanek pa je zagotovljen oziroma je planiran, da ga bomo zagotovili v letu 2012. Tako da je mogoče v tem trenutku tudi eden redkih projektov, kjer so sredstva dejansko zagotovljena in mi pričakujemo, da bo izvajalec takoj po podpisu pogodbe in po uvedbi del pričel z gradbenimi deli, kajti do 15. oziroma do 20. novembra letošnjega leta mi moramo imeti že gradbeno situacijo, če želimo počrpati sredstva, ki jih v ta namen predvideva Fundacija za šport. Tudi v tem primeru se držimo tega načela, da v letošnjem letu in verjamem, da tudi v naslednjem letu ne bo investicij, kjer ni zagotovljen sofinancerski delež, bodisi strani državnega proračuna ali pa da gre za sredstva različnih skladov Evropske unije. In jaz verjamem, da bomo že v naslednjem letu, nekje v poletju, tam videli prve športnike in želim vsem, da strpno pričakamo ta trenutek in da se do končanja gradnje ne bo zgodilo nič takšnega, kar si ne bi želeli. Toliko na kratko, verjetno, da boste imeli kasneje še tudi kakšno vprašanje.
Zdaj bi pa predal besedo predstavniku izvajalca, podjetju Ceste mostovi Celje. Z nami je prokurist Zdravko Zver. Prosim. Hvala. Jaz se moram v imenu podjetja Ceste mostovi Celje, občini Slovenske Konjice in gospodu županu zahvaliti za izkazano zaupanje pri oddaji tega naročila. Mi smo renomirani izvajalec gradbenih del v širši regiji, tudi v slovenskem merilu. Prisotni smo že v Slovenskih Konjicah pri obnovi mestnega trga, tako da ne vidim nobenega problema, da potem tudi to naročilo v zadanih terminih in kvaliteti ne bi tudi izpeljali. Z temi deli bomo pričeli nemudoma, saj je lepa jesen, pa tudi mi si želimo še pred zimo spraviti pod streho vse pogodbe, na katerih imamo možnost. Dela primanjkuje v vsej gradbeni operativi in tako kot pravi župan, je pomembno pridobivanje čisto vsakega posla, ne glede na znesek, tudi zato, da ohranimo kontinuiteto medsebojnih odnosov in upam, da bo tudi ta projekt kamenček v celotnem mozaiku, ki ga ustvarjata skupaj občina Slovenske Konjice in pa naše podjetje. Jaz se še enkrat lepo zahvaljujem in se vidimo. Na otvoritvi, če ne prej. Na otvoritvi, ja. V ponedeljek 3. oktobra je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek podpisal pogodbo o začetku del za izgradnjo novega športnega igrišča na Kajuhovi v Slovenskih Konjicah s prokuristom podjetja CM Celje Zdravkom Zverom. Športno igrišče, katerega smo z današnjim podpisom pogodbe dejansko že pričeli graditi, je locirano nad sedanjimi bloki na Kajuhovi ulici. To se pravi v sklopu bodočih 3 stolpičev, ki bo gradilo podjetje GM Invest iz Celja, je predvideno, da bodo znotraj tega območja 3 stolpičev bodo otroška igrala. V podaljšku tega pri sedanji, mi temu rečemo še vedno graščinski štali, tam pa bo postavljeno to rokometno igrišče in seveda, če je dimenzijsko dovolj veliko za rokomet, je tudi za košarko. Površina asfalta je 528 kvadratnih metrov, celotno območje urejanja pa je približno 22 arov. Vrednost tega projekta je nekaj več kot 50 000 evrov, od tega smo 16 000 evrov uspeli pridobiti na Fundaciji za šport in to je tudi razlog, da smo v letošnjem letu nekako na hitrico umestili to gradnjo igrišča med naše investicije v letu 2011, kajti ta sredstva moramo počrpati že do 20. novembra. Razliko bo pokrila krajevna skupnost Slovenske Konjice iz svojega dela investicijskega denarja, prav tako pa tudi preostanek približno 22 000 evrov, kar je predvideno za koriščenje v letu 2012, ko bo gradnja tudi dokončana. Torej, v letošnjem letu je predvideno zemeljska dela, pripravljalna dela in pa ureditev odvodnjavanja, v naslednjem letu pa še potem tiste fina dela, kot je asfaltna prevleka in pa postavitev ograje. Še kaj poleg igrišča se bo urejalo, da bo potem 22 arov veliko? Zelenice okrog tega celotnega območja med 2 cestama nižjega ranga. O teh stolpičih, ki ste govorili, bi še lahko malo to povedali, zakaj gre to pravzaprav? Jaz zdaj ne razumem, za kakšne stolpiče to? Bloki, 3 manjši bloki, jaz v tem trenutku tudi nimam podatka, koliko stanovanje noter, kajti ta projekt je povsem zasebni kapital, ga bo financiral. Se pa že dlje časa pripravlja ta projekt in na koncu koncev jaz sem vesel, da se je investitor odločil, da v teh časih, da se loti gradnje.